Cenjene gledalke in gledalci, dober večer voščim, spoštovanje. Na stadionu Matija Gubec bo predzadnja tekma 15. kroga v slovenskem državnem prvenstvu. Nasprotnika sta Krško in Maribor. Mariborčani so na vrhu prvenstvene lestvice skupaj z Ljubljansko Olimpijo, ki jo jutri čaka domača tekma z Ankaranom Hrvatini. Mariborčani pa se zdijo dokaj navdahnjeni, čeprav nekaj je bilo zagotovo utrujenosti po težkem gostovanju na Otoku pri Liverpoolu. Priložnost spet za Maribor, ki vodi Marcos Tavares. Kotič, spet nevarna akcija Maribora, Viler, predložek Vilerja, Tavares, Marcos Tavares. Kot kaže, to njegov večer. Dino Kotič bo podal iz kota. Tu je že Tavares, ki čaka na naslednji predložek. Nevarna podaja, 0-3. 0-3 v Krškemu, 13. minuti Aleksander Rajčević. Lepa akcija Maribora, priložnost za Mešanovića, toda visoko prek vrat Jasmin Mešanović. Kotič podaja, Viler s predložkom, priložnost, Tavares in brani Zalokar, potem pa Marcos Tavares, 0-4. V tem državnem prvenstvu s 5-1 je recimo premagal v Dravogradu Ankaran Hrvatine. Sicer pa priložnost sedaj za Krško, da dober mariborski blok, akcije domačih še ni konec, še na podaja Škrbić, mimo gola. Kapha proti Tavaresu. Dovolj hiter Marcos Tavares, spet je nevarno. Tavares podaja priložnost za Maribor, toda žoga mimo vrat. Mislim, da je posredoval Krajcer. Palčič podaja Palčiča, Pikler se je odkril. Pikler, Mešanović je zgrešil celo žogo. Tavares krasno se daje Ahmediju in brani Zalokar. Še ena priložnost za Maribor na stadionu Matija Gubec. Škrbić pazi na Tavaresa, predložek Kotiča, Rajčević, 0-5. In v Krškem je odjeknila petarda, kot pravimo v nogometnem žargonu. Konec tekme je odpiskal sedaj Damir Skomina, torej 0-5. Vsaj sam osebno sem pričakoval nekoliko drugačno tekmo. Nisem si mislil, da bodo Mariborčani prišli do tako izdatne zmage. Ceo teden za tu tekmu padneti v vodu, ne vem, 5, 6 ali 7 minut, koliko je bilo, že 2-0. Potem se teško vrniti, ipak so oni dosti kvalitetnija ekipa od nas i proti take ekipe se zelo teško vrniti u igru. Poskusili smo, neke situacije smo sicer imeli, ali danas nismo imali nobene priložnosti v toj tekmi. Je res, da je redkost, vendar smo tekmo odprli zelo dobro in te uvodne minute so bile izredno učinkovite in potem je bilo jasno bistveno lažje igrati in je bilo veliko prostora, poleg teh 5 zadetkov smo imeli še kar nekaj lepih priložnosti, tako da sem jasno, po tako težki tekmi, ki smo jo odigrali pred par dnevi, sem zelo zadovoljen za tako predstavo in visoko zmago.